Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Umiranje in smrt je v Sloveniji še vedno velik tabu, čeprav vemo, da nas vse čaka enako. Danes je z nami Miha Zimšek, ki dela v društvu Hospic. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Povejte mi torej, kdaj ste se odločili, da postanete del hospica? To je bilo pred 14 leti, ker sem po naključju se znašel v prostorih območnega odbora hospica v Celju, kjer so me povabili, da opravim začetno usposabljanje za prostovoljca v društvu, in sem rekel, zakaj pa ne. In sem pristopil in ostal 10 let kot prostovoljec in zdaj 4. leto kot zaposlen. Torej, uvodoma sem že omenila, da je smrt še vedno tabu. Zakaj menite, da je temu tako? Tabu je zaradi tega, ker se ljudje težko je se soočati s to temo, s tem zavedanjem, ki pa je v bistvu zavedanje minljivosti. Se pravi, zavedanje trenutka, da zdaj smo tukaj, jutri pa nas, ali pa že v naslednjem trenutku nas pa že več ni. In to nam, že od otroštva nam prikrivajo to globoko in veliko resnico življenja, ker nas zaradi lastne stiske starši želijo obvarovati pred njo. S tem nas pa v bistvu odreže od velikega razumevanja življenja in velike možnosti za res tisto veliko srečo pa veselje v malih trenutkih. Torej bi lahko rekli, da bi bilo pomembno, da nas že kot otroke navajajo na to, da nas vse na koncu čaka enako. Ja, jaz mislim, da bi imeli veliko bolj polno življenje. Se pravi, čeprav je na začetku mogoče ta tesnoba pa težko sprejeti, da nas nekoč ne bo več, pa je tudi toliko dragocenosti, da je res škoda, da to starši ne zmorejo v večjem delu. Tudi moj oče, se spomnim, ko sem bil kot otrok, je imel eno stisko, to prvo neko zavedanje, kaj pa je smrt, ker je ves čas nekako med nami, pa je rekel, ti si še pa premlad za to, bil sem star 5-6 let, ker zaradi lastne stiske se še ni mogel soočiti in je rekel, ti si še pa mlad, da bi o tem razmišljal. Kasneje pa potem, ko odhajajo tvoji ljubi, te vedno bolj, pritiska ta resnica. In zdaj, a bežimo pred njo, v različne stvari ta svet veliko ponuja, zabave, razvedrila, ta potrošniška naravnanost družbe, ampak na koncu pa pride to soočanje in tudi ta stiska. Torej, vi ste tisti, ki z ljudmi, ki umirajo, preživite tiste zadnje dneve, tedne, mesece? Ja, mi smo spremljevalci. Naše društvo je ta osnovni program je spremljanje umirajočih in težko bolnih. In tukaj smo prisotni. Mi, smo soočeni s to minljivostjo, ki daje pa tudi veliko dragocenosti. Ampak ko grejo ljudje, ko se začenjajo zavedati te minljivosti, tega svojega odhoda, potem grejo skozi te, pravimo, tudi faze, lahko je tu tudi jeza, obžalovanje, potem začne se, soočati s temi odnosi, s svojimi najbližjimi, bolnik in svojci. Tako da tudi mi imamo vlogo nekega mostu, kjer lahko tudi popravimo te odnose, ker na koncu so te odnosi najpomembnejši. Naš odnos z najbližjimi in naš odnos do sveta samega, do življenja. In tu smo mi prisotni, da dajemo to podporo. Za vsakega je verjetno šok, stiska, ko se zaveda, kako malo več ne bo. Kako na tej fazi torej pomagate umirajočemu in na koncu tudi svojcem? Prvo je ta prisotnost. Ta prisotnost neobsojanja in ne
podajati svojih prepričanj. Ne. Ko si prisoten, samo si. In pozabiš tudi, bom rekel, na to, kar mi pravimo, tudi to svojo osebnost, ki nas je zgradila skozi življenje, kar smo se naučili. Ne. V tisti prisotnosti ni to pomembno. Pomemben je bolnik, umirajoči. Jaz pravim, da to je tako, kot da stopiš na neko ladjo, kjer je za krmilom umirajoči in on je tisti kapetan, ki odloča, kam bomo zavila. Ali bomo zavila na odprto morje, kjer je lep sončen dan, kjer je vse lepo, ali pa bo zavil v viharje svoje, ne, notranje, in bo kar težko potovanje na nek način, ampak jaz sem tu, da opazujem, pa sem prisoten, v nobenem primeru pa ne skočim, pa prevzamem krmilo, pa želim na silo obrniti nekam drugam. Ne. Ker ja, prisotni je ta strah, ta stiska in to lahko najbolj, če lahko kaj pomagamo, je, da smo prisotni in s prisotnostjo damo to varnost. Ne, ker ko smo mi prisotni, tudi sprejemamo nekoga v vsej njegovi celoti in potem začuti on varnost in potem lahko izrazi vsa ta mogoče zadržana čustva, ki jih ni zmogel v življenju, bom rekel, dati ven. Ne. Se pravi, na nek način vsak, ko odhaja, predeluje svoje življenje, razmišlja, kaj bi lahko bilo drugače, ureja mogoče tiste stike, ki so bile v zadnjih letih mogoče nerazčiščene. Ja, večji del je namenjen temu, ne, urejanje oziroma ukvarjanje z odnosom, ta življenjska bilanca se naredi. In tu sem jaz iskal tudi, ali pa našel svojo, to dragocenost ob spremljanju umirajočih je, ko si lahko prisoten, to je ena, bom rekel, velika hvaležnost pa čast, da si lahko ob nekom tako intimnem, v intimnih trenutkih, kjer deli zgodbe svoje življenjske in kaj je se naučil pri tem, kaj je obžaloval mogoče. In to je ena velika, bom rekel, dragocenost, no, da si lahko in to počnejo ljudje, koliko pač zmorejo. Ne. Niso vsi, da bi prišli na koncu do tistega, kjer bi lahko rekli, zadovoljen sem, sprejmem svoje življenje, kot je bil. Ne. Bom rekel, umiramo tako, kot smo živeli, ne moremo vse v tistim zadnjem obdobju pa vse rešiti za nazaj. Ne. Torej, ravno to me je zanimalo, kako ti umirajoči torej preživljajo svoj zadnji čas. Kaj je tisto, kaj si želijo? Mogoče izpolniti kakšne stvari, ki še jih torej niso do takrat? Ja. Tu pridejo, tako pravimo tudi recimo tako pri starosti, da se ljudje vračajo nazaj v otroška leta, ne, spomini. No in tu je enako, se dogaja v tem procesu, je tudi vračanje, kje se je vse začelo, ne, v življenju. In tam pridemo tudi s temi občutki, kaj sem si jaz želel kot otrok, pa mogoče potem nisem naredil, pa bi zdaj si želel, ne, če je še možnost. In to je, če imaš nekoga ob strani, da ti pomaga izpolniti te želje, ki so običajno niso neke velike želje, ne. Mogoče so kakšni prostori, ki nas povezujejo z tem občutkom veselja, sreče, varnosti. No, potem so pa tudi odnosi z svojimi najbližjimi, kjer je bilo kaj neizrečenega, kaj je mogoče še ta občutek, kakšne zamere, ne, tudi to se razrešuje tukaj. Predvsem recimo eno zgodbo je gospoda, ki sem ga spremljal, moje najkrajše spremljanje. Sem bil samo 1 urico pri njem, ker sem samo nadomeščal. In on je rekel, on je umiral in se je zavedal, da se za njega čas izteka. In mi je rekel kar samo od sebe, rekel, viš Miha, ko sem jaz vedel za svojo diagnozo, da se nič več ne da narediti, sem se usedel s svojo ženo za mizo in smo se začela pogovarjati in smo si
izmenjala vse, kar je bilo zadržanega in sva jokala. In sva si spet delila in sva spet jokala. In ko sta izjokala vse, je ta gospod začel res živeti. Bom rekel, njegovo telo je propadalo, ampak on je imel tako iskrive oči, tako polne življenja. Verjetno, ne vem, ker ga nisem poznal njegove zgodbe, ampak zdelo se mi je tako, da je v tistih zadnjih mesecih živel bolj polno življenje kot vsa tista leta poprej. Pa bi lahko morda rekli, da je žalovanje lažje, če vemo, da nekdo odhaja, če se lahko poslovimo od njega. Je torej ta proces žalovanja, ko odide, za nas lažji? Ja, to je zelo pomembno. Če imamo možnost, da se poslovimo, da izrazimo to, kar čutimo do te osebe, da si izmenjamo te občutke, je proces žalovanja neprimerno lažji, kot pa če se to ne zgodi. Zato tudi mi tudi zelo podpiramo svojce, da to počnejo, da se tudi poslovijo, pa tudi, bom rekel, udeleževanje pogrebov, tako tudi pri otrocih, ki jih starši želijo nekako zavarovati pred bolečino, ampak je to pomembno, da imajo možnost poslovitve, da se tudi oni odločijo, da mi njih vprašamo, kaj si oni želijo. Če si tega ne želijo, v redu, jih ne silimo. Če si pa želijo, pa nas skrbi, da bi bilo preveč intenzivno za nekoga, za otroka, pač poskrbimo nekoga, da ima spremljevalca, s katerim se potem lahko umakne iz tistega. Ampak dajemo pa vedno možnost poslovitve. Ne. Zdaj, slovo je vedno izjemno težko. Kdaj pa je pravi čas, torej, da se svojci, prijatelji torej, poslovijo od umirajočega? To je težko reči. Seveda so neke, bom rekel, tisti, ki so dlje časa v tem, bom rekel, v spremljanju umirajočih, poznajo neke znake. To je na primer to globoko dihanje proti koncu, hladne noge, ne, to so ni taki znaki, ampak drugače pa, bom rekel, po občutku, ne, ko ti začutiš, mi moramo tukaj slediti temu, kar čutimo in izražati to, kar čutimo. Ni napačno, če se zjočemo ob nekom, ko nam je hudo, ne, zakaj bi skrivali ta čustva, tudi če nas kaj razjezi, pač iskrenost. Vsi si želijo umirajoči iskrenosti, ne želijo, da se mi bežimo v pogovore o vremenu, teh vsakdanjih površinskih stvari, ko skačemo tja iz stiske, lastne stiske, ne? Ampak si želijo biti v pristnosti, ker če ni te pristnosti pa iskrenosti, potem so raje sami, da imajo v miru in tišini čas, da predeljujete svoje spomine in odnose. Ne? Torej, kako je pa po drugi strani svojci? Pospremite torej na pot umirajočega, ampak poskrbite tudi za svojce. Torej, na kakšen način pa z njimi postopate? Eno je, da recimo svojci, ki skrbijo za umirajočega, težko zaupajo nekomu, da bi lahko namesto njih pazil na njega, in zato pridejo tudi naši prostovoljci, pa je že tista 1 ali pa do 2 uri na teden jim je dovolj, da lahko gre svojc v trgovino, pa da nima skrbi, da bo vse v redu z njegovim, bom rekel, ljubim. To je na ta način. Drugi način je ta podpora, ko sem jo omenil. Tretji je pa tudi urejanje, to so pa naše koordinatorke, ki so medicinske sestre, tudi te zdravstvene zaplete, pa povezovanje z ostalimi zdravstvenimi službami, skrbijo one. Tako da je tudi ta podpora. Predvsem tudi lajšanje bolečin, če so prisotne, ne? Pa prepoznavanje bolečin. Zdaj, na nek način lahko rečemo v tem primeru, ko torej vemo, da nekdo odhaja, da se žalovanje pravzaprav začne že, ko je nekdo še vedno z nami. Kakšen pa je potem na to proces žalovanja? Ja, to je zelo je dragoceno prepoznavanje. Ne? Nekateri pravi ne prepoznajo niti do konca, da nekdo se poslavlja, ker tako daleč, bom rekel, bežijo pred to svojo bolečino, ker to je bolečino, da sprejmeš, da boš nekoga izgubil. Tudi on pred lastnim tem zavedanjem odhoda
Ne, bil primer gospoda, ki je bil podjetnik, samostojni podjetnik, vse je imel v svojih rokah in je umiral za rakom, pa se tega ni zavedal, da je še zadnji dan ob 7 zaklenil svojo trgovino, ob 8 pa je že umrl. Ne. Kako, bom rekel, neverjetno je to, da se ni zavedal, kaj se z njim dogaja. Ravno to je, od tega zavedanja, od tega sprejemanja, da odhajamo in potem te faze, seveda je tudi najprej ta faza zanikanja, ne, ko si ne dovolimo, potem je jeze, ker tudi pa zakaj meni, zakaj se to meni dogaja, ne, in potem sprejemanje in žalosti, ob tem grejo pa tudi svojci skozi ta enak proces in nekateri svojci tudi ne spustijo svoje, bom rekel, umirajočega, ne, in ga želijo. Naprimer, tu je zelo pogosto to hranjenje, ker mi povezujemo zdravje z hranjenjem in potem silijo umirajočega, da bi jedel, ne, da bi bil boljše se počutil, da bi imel moči dobil. Njemu pa ugašajo organi in je to samo še večja napor zanj. Tako da tu poskušamo zelo seveda subtilno nagovoriti stvari, ne, da umirajoči ne rabi veliko stvari, veliko te nege takšne, ampak samo to prisotnost. In ko so svojci, ko jih mi jim povemo tudi na koncu, vi ste naredili vse, kar ste lahko, je potem to žalovanje tudi lažje, ne. Težje pa je, ko mi nekomu predamo, ne, seveda iz lastne stiske pa strahu, pa rečemo, bojo za tam njega boljše poskrbeli. Mi pa vemo, da bolniki želijo umirati doma, v domačem okolju, ker je tista njihova varnost, ne. In poskušamo podpreti svojce, da to zmorejo, no. Zdaj, vi ste torej priča številnim zgodbam, ki jih piše življenje in ki se končajo. Pa je katera zgodba, ki se vas je posebej dotaknila? Veliko se je, bom rekel, je bilo zgodb. Mogoče lahko predstavim to eno, ker sem se tudi jaz veliko naučil. Spremljal sem eno gospo, ki je živela z svojo hčerko v 6. nadstropju. Gospa je drugače bila prej iz podeželja doma, potem pa je hčerka vzela k sebi domov. In ona je vse, kar je imela to, ker je bila potem nepokretna, je imela tisto posteljo, en mali okenček, skozi katero je gledala malo neba, pa ena veja, da ene breze se je tam premikala v vetru. To je vse, kar je imela od tega zunanjega. In ona je trpela, ker ves čas ležiš in imaš te bolečine. In s hčerko nista imela ravno dobro urejen odnos, čisti odnos. In ona je že tako po noči, ko je stokala za te bolečine in je klicala hčerko, pa je rekla, daj me priti obrnati. Hčerka se je pa pol pritoževala, ker je mogla pa naslednji dan v službo in je bila izčrpana. Na koncu te to vse izčrpane. No, jaz sem pa prišel tja k gospe, da ji bom delal kratek čas, bom rekel, da se bom družila. Ona ni veliko govorila, želela je pa, da bi se je bralo, ne. In jaz sem hodil tja in sem bral. Ob tem je imela pa eno slikco ob tem okencu, kjer je bila pa ta Marija gor, Devica Marija, in ona je ves čas stokala. O, Devica Marija, zakaj si me zapustila, ne. In jaz sem to, vidite, kako pol v ta naša lastna prepričanja, ne, pa v kaj mi verjamemo, nas samo omejujejo. In jaz sem takrat rekel, boljš bi bilo, če bi namenjala več v tem odnosu s hčerko, da bi vidve tu spustile neke sprostile stvari, kot pa da se namenja tu neki ikoni na steni. Tako sem takrat razmišljal, sem zbiral čtivo in bral, da bi gospe poskušal pomagati, da bi to ozavestila. In to je bilo, vam povem, mučenje mene, 1 uro branja, nobenega napredka tu ni bilo. Potem se je pa zgodilo, zanimivo je bilo, ta hčerka je bila vedno, točno ob 6 je prišla in jaz potem se poslil pa šel. En dan je pa jaz berem in je začelo smrdeti, vonjati. Gospa se je pokakala. In jaz sem v tistem pomislil,
Jaz sem sicer srednje zdravstveno šolo naredil, poznam nego, pa sem pomislil, 15 minut do 6 je, bomo počakala, pa jo bo uredila hčerka, ki je bila tudi medicinska sestra. Ampak v tistem je v meni en glas rekel, Miha, kaj bi ti naredil, kaj bi si ti želel, da nekdo naredi, če bi bil ti v njeni koži, ne? In je bil enostaven odgovor, jasen, uredi gospo, ne? No, in sem jaz gospo umil, uredil, zmasiral hrbet, jo namazal z oljem, vse. No, in takrat je res zamudila hčerka prvič. Je prišla 15:06. No, in pridem jaz naslednjič in se je zgodba ponovila. Ne, pa sem rekel, na ključje, koliko je pa zdaj to, ne? Ok, bomo naredili tako, kot smo prej. In sem prišel tretjič in se je spet ponovil. In sem tako malo zjezel, mene ona to za nalašč dela, gospa, ne? Sem rekel, ampak saj nima veze, jaz bom enako ravnal ves čas, no. In na koncu je bilo to tako najino druženje, bom rekel, v to. In potem, ko je gospa umrla, sem jaz ne vem, ujel sem se, ko sem sedel in so mi misli šli in so šli spomini nazaj na neke prizore, take manjše, male detajli, ko se je poslavljala hčerka, ki je za mamo skrbela, kar se tiče nege, zdravil, hrane, vse je bilo v nulo, ampak ker je bila že toliko utrujena od vsega tega, je, ko je odhajala, je ruto zavezala in je dosti grobo zavezala, ne. In potem sem jaz razumel, kaj si ona najbolj želela, ta gospa. Je bil en nežen človeški dotik. In to sem ji ga jaz dal, ko sem jo urejal in sem si vzel čas za njo, da sem jo namazal, zmasiral hrbet. In tu sem se veliko naučil, da sem res začel odvrgel vse moje prepričanje, ni važno, kdo je, ampak da si prisoten in slediš tem občutkom, tem svojim vrednotam in te bojo vedno peljale na pravo pot in vedno boš ravnal prav. In ko sem odhajal od nje, jaz sem bil izredno hvaležen, ker sem se zavedal, koliko sem lahko vesel, da lahko hodim, da lahko diham, da opazujem svet. In to nimamo tega zavedanja danes ljudje, koliko smo lahko hvaležni za te male stvari, ki so velike. Koliko pa je pravzaprav sploh ljudi, ki bi lahko rekli, da umrejo srečni, pomirjeni? Nažalost moram reči zelo malo, ker tisti, ki umrejo, tako ne potrebujejo naše pomoči. Imamo pa veliko dela, tako bom rekel. In tako sem rekel, ljudje živijo stran od sebe, stran od svojega čutenja in potem umirajo z obžalovanji. Mi jim poskušamo potem, da vse imeli nek tudi namen in tudi tu najdemo veliko dragocenosti, biserov iz našega življenja. Samo časi nismo vzeli, da bi jih izluščili. In zdaj je čas, ne, če je še čas, da se to počne. Bom rekel, danes je to izjema. No. So pa se tudi dogodki, ker to mi je pa mama razlaga, ki je predsednica in dolgoletna prostovoljka pri hospicu, tudi moj vzor, bom rekel, da je bila prisotna, kjer so na primer hčerke igrale na violino očetu in biti prisoten ob takem je pa nekaj izjemnega. Kako pa lahko torej ljudje sploh pridejo do vas? Zdaj mnogi ne vedo, kako to poteka. Torej, kako pridejo do vas in kdaj bi lahko rekli, da je tisti čas pravi, da se obrnejo na vas? Običajno jim to svetujejo zdravniki, s katerimi že sodelujemo, bom rekel, s temi službami. Ko je zaključeno to zdravljenje v bolnici, ko povejo zdravniki, da zdaj je pa samo še, sej običajno ne reče, vi boste pa umrli, ne, ker tudi ljudje težko vprašajo to, kakšna je prognoza, ne. Ampak takrat, ko pride to zavedanje, da se ne da več narediti nič in da je zdaj samo še lajšanje, se pravi do konca, takrat se običajno ljudje obrnejo na nas. Mi smo seveda na internetu, Slovensko društvo Hospic, imamo pa območne odbore po vseh večjih mestih. Imamo 12 območnih odborov po celi Sloveniji in nas pokličejo, bom rekel, na internetu najdejo številko in nas pokličejo in se potem zmenimo za obisk ali pa oni pridejo k nam
da Na vidimo, začetku ste že omenili prostovoljce. Kaj pa lahko torej stori kdo, ki bi želel postati del vas? Ja, to pa tudi tam, bom rekel, na internetni strani lahko se pogleda pod prostovoljstvo, kjer se pokliče, bom rekel, kolegico, ki ima čez program prostovoljstva in ona da vas na seznam, ko je dovolj, bom rekel, kandidatov, se naredi ta začetno usposabljanje, ker gre za 12 izkustvenih delavnic, ker se mi sami soočimo s tem, kako smo mi z minljivostjo, kje smo, in potem res vidimo, a smo mi zmožni početi kaj takega, pripravljeni, seveda imamo tudi druge programe, ne samo spremljanja, ne, kjer se pa lahko nekdo vključi, ne, pa prispeva svoj čas. Ob koncu me samo še zanima, bi lahko rekli, da ste zaradi tega dela, vašega poslanstva, postali boljši človek? Ja, definitivno me je to držalo že prej, ko sem raziskoval, bom rekel, življenje, pa se trudil, začutil, da so vrednote tiste bistvene stvari, ne, okoli katerih lahko postavlja življenje. In s tem sem potem, bom rekel, to je bila teorija na nek način, ne, tu je pa praksa, ker pa to res živiš, ker je življenje najbolj intenzivno, ker so čustva najmočnejša in potem pride tudi ta hvaležnost, ne. Ni bistvo, da mi samo nekaj dajemo, mi veliko prejmemo, ne. In to morajo ljudje, bom rekel, vedeti, pa spoznati, da to je ena res ogromna hvaležnost na tej poti, no. Najlepša hvala, torej, da ste si danes vzeli čas, delili z nami torej svoje življenjske zgodbe. Hvala vam, z veseljem. Hvala tudi vam, dragi gledalci, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BK TV.